Magister Grimm, zakaj ponovno zaupati glas Slovenski demokratski stranki? V zadnjih 2 letih, ko vodi Slovenijo vlada Janeza Janše, smo začeli ogromno razvojnih projektov, preko 120 samo na področju šolstva, na desetine gradimo domov za starejše. Veste, da v prejšnjih vladah niso začeli graditi niti enega samega, samo 70 milijonov so vrgli skozi okno za razne študije. Poleg tega so tukaj še obsežni razvojni projekti cestne infrastrukture in pa seveda želimo razbremeniti gospodarstvo, želimo nadaljevati s tem, kar smo že naredili s zakonom o dohodnini. To je dokaz, da se da povečati plače ljudem, brez dodatnega omejevanja oziroma obremenjevanja gospodarstva. Vse to želimo nadaljevati, ampak to lahko nadaljujemo samo skupaj. Zato vas prosimo za vaš glas, za SDS, da na volitvah obkrožite številko 15. Ste zadovoljni, kako se razvija Kranj in Gorenjska? Kranj se razvija prepočasi, želel bi se, da se razvija hitreje. Zdaj je v igri kar nekaj razvojnih projektov, pri katerih sodelujem, vendar so še v začetni fazi. Gradi se sicer seveda že železnica, gradi se dodatno tudi nekaj cestnih rešitev, o čemer sem govoril, vendar je tukaj še dvoje, kar bi potrebovali. Eno je Gorenjska univerza, in pa seveda potem tudi, če se bo le dalo, da v Kranj pridobi bolnico, ker mislim, da mi Kranj glede na primerjalne prednosti, bližine avtoceste in pa glede na to, ker vse to potem omogoča, se pravi razvoj nekih kvalitetnih delovnih mest, ohranjanje izobraženstva v Kranju. Kranj se kako to zasluži in sam osebno si za to zelo prizadevam. Je pa to tudi v veliki meri strokovna odločitev, ki je seveda vezana na same te izvajalce, se pravi na zdravnike in pa njihove zavode. Tudi Slovenija potrebuje tako vlado še prihodnja 4 leta. Jaz sem trdno prepričan, da boljše vlade dolgo Slovenija ni imela in če želimo ohraniti razvoj, jaz mislim, da mednarodne okoliščine zelo jasno kažejo, da se tukaj ne gre igrati s varnostjo. Potrebujemo človeka, ki je ugleden v mednarodnem svetu, kajti samo tak človek je garancija varnosti in to je predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Zakaj ste se odločili za kandidaturo in kje kandidirate? Kandidiram v 4. volilnem okraju, to je na širšem Kranju. Zakaj sem se odločila za kandidaturo? Predvsem zaradi tega, da vse projekte, ki so že začeti, da nadaljujemo z delom, da dejansko uresničimo, kar smo si zadali. Ker mislim, da vse to pripomore k kvaliteti življenja slovenskega ljudstva. Zakaj zaupati glas Slovenski demokratski stranki in zakaj osebno vam? Slovenska demokratska stranka je stranka s tradicijo, 30 let je na slovenskem političnem področju. Če gledamo v zgodovini, je cirka 90 poslancev prestopilo iz stranke v stranko, v Slovenski demokratski stranki je to redkost. Imamo stabilnost, zaupanje, znanje, vodili smo vlade, smo edina stranka, ki smo zdržali vse mandate vlad od začetka do konca. Trenutno so pa uspehi sami po sebi. Imamo najboljšo gospodarsko rast, najnižjo brezposelnost, Slovenija je ugledna država postala na evropski sceni in želimo nadaljevati začeto delo. To je preprosto vse. In danes se odločamo, ali gremo v Evropo, ali pa bomo nasedli levici in nam bo nacionalizirala podjetja in se bomo vrnili nekam nazaj proti Kubi, Venezueli ali pa Severni Koreji. Kaj želite Kranju in Gorenjski? Kranju in Gorenjski želim najboljše. Želim, da se lepo razvija, da ima razvojne potencijale in da Gorenjska postane lepa, prijazna pokrajina, kjer bomo vsi radi bivali. Zato vsi na volitve 24. aprila pod številko 15.